Takoj zatem pa jim želimo pomagati in jih okrepiti. Želimo si namreč, da bi bila cerkev varen prostor. Cilji civilne iniciative Dovolj.je so: zavzemamo se za popolno zaščito žrtev, odpiramo prostor za varno izpoved žrtvam in prijavo spolnih zlorab strani predstavnikov cerkve. Od danes dalje lahko stopite z nami v stik preko spletne strani Dovolj.je. Nudimo celostno strokovno in pravno podporo žrtvam. Od škofov in predstojnikov zahtevamo sprožitev vseh cerkvenih in civilnih postopkov zoper osumljene storilce spolnih zlorab. Želimo sprožiti notranje očiščenje in priznanje vseh spolnih zlorab v cerkvi na Slovenskem. Kjer bo potrebno, bomo kot civilna iniciativa Dovolj.je izpeljali prijavo primerov tako na civilnem in kazenskem področju, ter tudi cerkvenem. Zakaj je nastala civilna iniciativa Dovolj.je? Dovolj nam je šepetanja in opravljanja med duhovniki o spolnih zlorabah. Mnogi duhovniki in pastoralni delavci veliko vedo, premalo pa se konkretno ukrene, da se zlorabe prenehajo. Decembra je papež Frančišek v govoru Kurji dejal: vsem, ki zlorabljajo mladoletne, hočem reči, spreobrnite se in izročite se človeški roki pravice, ter se pripravite na Božjo roko pravice, tako, da se spomnite na Kristusove besede. Kdor pohujša enega od teh malih, ki veruje vame, bi bilo bolje zanj, da se mu obesi mlinski kamen na vrat in se potopi v globino morja. Osebno so se me zelo dotaknile pričevanja žrtev spolnih zlorab. Zelo težko je že samo poslušati njihove izpovedi, še toliko težje je slišati, da jih odgovorni niso vzeli resno. Mnogim storilcem se pravzaprav nič ni zgodilo. Ukrepanje, če je bilo preblago. Tega v prihodnje ne bomo več tolerirali. Ni pomembno, kako visok cerkveni dostojanstvenik je bil ta dejanje vključen. Zaradi neukrepanja se mnogi storilci še vedno gibajo v okoljih, kjer lahko pride do ponovne spolne zlorabe. Mnogi starši imamo dovolj strahu, da bo kdo od naših otrok spolno zlorabljen in za celo življenje travmatično zaznamovan. In to samo zato, ker odgovorni ne ukrepajo hitro in odločno. Skupaj moramo zaščititi žrtve preteklih spolnih zlorab in preprečiti nove. Skupaj moramo zaščititi veliko večino zelo dobrih duhovnikov. To pa lahko dosežemo le, če se storilce spolnih zlorab preneha ščititi. Vsi skupaj kot občestvo moramo opolnomočiti žrtve in dobre duhovnike, da povzdignejo svoj glas in rečejo dovolj je. Čisto vsak izmed nas, ki ve za zlorabo, in jo svojim mokom pomaga prikrivati jo v prekršku oziroma grehu. Udejaniti želimo ničelno toleranco do spolnih zlorab, tako nad otroki kot nad podrejenimi, sobrati, sosestrami ter drugimi odraslimi osebami. Pri prijavi glede kazenskih postopkov in ukrepanja na cerkvenem področju nas ne veže zgolj kazenski zakonik, ampak še več, evangelij. Vsi duhovniki, redovnice in pastoralni delavci, ki spolno zlorabljajo, morajo biti nemudoma umaknjeni, da ne prihaja več v stik z novimi potencialnimi žrtvami. Predstojniki jim morajo nemudoma poiskati pomoč doma ali v tujini, kjer že obstajajo programi za storilce spolnih zlorab. Ob koncu, dovolj je strahu in mencanja, čas je za dejanje. Sedaj dajem besedo Janezu. Spoštovani, sem Janez Celer, duhovnik, član misijonske družbe lazaristov ter sodelavec civilne iniciative Dovolj.je. Hvala, spoštovani predstavniki sredstev družbenega obveščanja. Ste in lepo prosim, ustanite glasniki resnici. V ospredje želim najprej postaviti papeža Frančiška, ki že vse od nastopa svoje službe v marcu leta 2013 jasno opredeljuje spolne zlorabe znotraj cerkve kot enega najhujših udarcev verodostojnosti katoliške cerkve. Najmočnejši trenutki delovanja papeža Frančiška na tem področju sta ustanovitev posebne komisije za zaščito mladoletnih in posebno pismo, kakor Ljubeča mati, kjer razširi kategorije zlorabljenih oseb in tudi vrste zlorab, ter jasno poudari odgovornost predstojnikov tako do žrtev, kot tudi do tistih, ki so zlorabljeni.
Vrh papeževe zavzetosti za razkritje zlorab pa je bilo dogajanje po lanskem obisku Čila in Peruja, ko je v Čile poslal posebnega odposlanca Šarla Šikluno, nadškofa na Malti. Ta nadškof svojim sodelavcem, katalonskim duhovnikom Jordijem Bertomevom, prisluhnil žrtvam in dokumente predal papežu Frančišku, kar dvakrat je bil v Čilu. Prepričan sem, da bi tudi naši krajevni cerkvi na Slovenskem zelo koristil delovni obisk nadškofa Šarla Šikluna. Avgusta lani je katoliško cerkev pretreslo poročilo o zlorabah v Pensilvaniji, v ZDA. Papež Frančišek se je odzval s pismom vsem vernikom katoliške cerkve. Pismo je naslovil, če trpi en ud, trpijo z njim vsi ude. V njem še posebno naglasi molitev in post kot pot, da se odprejo ušesa za utišano bolečino otrok, mladih in odraslih ranljivih. Ko so si ameriški škofi prizadevali, da bi na hitro pripravili smernice tako za preventivno delovanje, kot tudi za raziskavo zlorab, jih je papež začasno ustavil in jim 1. januarja letos namenil pismo. V njem je razložil, zakaj je potrebna temeljita priprava. Rad bi še omenil škofa, nadškofa in kardinala, ki jih je papež Frančišek v preteklih mesecih zaradi zlorab postavil v laiški stan. Zadnji velik korak po razčiščevanju zlorab in hkrati utemeljevanja preventivne vzgoje pa je srečanje papeža Frančiška s predsedniki škofovskih konferenc, ki se bo čez 2 dni začelo v Vatikanu. Vesel sem, da je v tem odločilnem trenutku na papežskem mestu Frančišek, vanj polagam veliko upanja. Zavedam se tudi, da je Jezus jasno rekel, jaz sem pot, resnica in življenje. Rad bi vam predstavil primer, ki sem ga doživljal v lastni koži. Najprej pa obrazložitev. Juan José Chaparro, škof škofije San Carlos de Bariloche v Argentini, je seznanjen z današnjo tiskovno konferenco ter pooblastilom, ki mi ga daje Damjan Črnak, da predstavim njegov primer. Obema se iskreno zahvaljujem. Gospod Damjan Črnak je danes odrasel moški star 34 let in živi v Argentini. Rodil se je slovenskim staršem v Buenos Airesu, tam preživel mladost in se leta 2007 odpravil v Slovenijo, najprej kot član nogometne ekipe, kasneje, ko je ostal v Sloveniji kot študent Univerze v Ljubljani. Damjana poznam vrsto let. V župniji, kjer je doma, sem 6 let deloval kot duhovnik, misionar, nato pa sem bil ob njegovem prihodu v Ljubljani, njegov spovednik in duhovni voditelj. Damjan je v novembru 2008 stopil v misijonsko družbo Lazaristov. Slabi 2 leti kasneje sem pri njemu opazil velike spremembe. Najbolj očitna je bila preobrazba na čustvenem področju. Do sedaj veselega fanta sta velikokrat popadla izbruh jeze in čustvena otopelost. Damjana, po mojem odhodu na drugo službeno mesto v tujini, nisem več spremljal. Ponovno sem ga srečal, ko me je obiskal jeseni leta 2013, pol leta po mojem začasnem odhodu iz misijonske družbe Lazaristov. Zaupal mi je, da je bil aprila 2010 na hrvaški obali žrtev spolne zlorabe. Ob tej Damjanovi izpovedi sem tudi sam uspel, najprej sebi, potem še zaupnim ljudem, ubesediti zlorabe, ki sem jih doživel v 90-ih letih prejšnjega stoletja od strani istega duhovnika, ki si je to pot spravil tudi na Damjana. Od Damjana sem izvedel in tudi iz dokumentov razbral, da so njegov primer obravnavali Cerkveno metropolitansko sodišče v Ljubljani, predstojnik slovenske province misijonske družbe Lazaristov, vrhovni predstojnik iste družbe. Kasneje se je zaradi nepravilnosti v postopku Damjan obrnil še na kongregacijo za nauk vere, ker je vztrajal zaradi očitnih dejstev, da ima postopek številne nepravilnosti, mu je predstojnik slovenske province misijonske družbe sporočil, da je postopek končan. Damjan se je zato obrnil, prijavil zlorabo na kongregacijo za ustanove posvečenega življenja in družb apostolskega življenja, ali preprosto, da boste razumeli, na kongregacijo za redovnike. Iz okoliščin sklepam, da zaradi te prijave Damjan ni mogel izreči večnih zaobljub, se pravi, dokončno stopiti v misijonsko družbo Lazaristov, ampak jo je moral koncem oktobra 2015 zapustiti. Novi vrhovni predstojnik misijonske družbe Lazaristov, Slovenec,
Gospod Tomaž Mavrič je Damjanu avgusta leta 2016 napisal, da so iz strani misijonske družbe lazaristov in tudi iz strani kongregacije za redovnike naredili vse, kar je mogoče, da bi se primer rešil kar najboljše. Kmalu zatem je isti gospod Tomaž Mavrič meni osebno pisal, da je Damjanov primer strani svetega sedeža končan. A Damjan se ni predal. Po dolgem času bitke marca leta 2017, ko je že 2 meseca živel v Argentini, kamor se je vrnil, prejel pismo kongregacije za redovnike. V njem so ga prosili, naj poda priseženo izjavo ter omeni osebo, ki je prav tako doživela zlorabo. V odgovoru omenjeni kongregaciji je omenil moje ime. Julija istega leta sem bil povabljen, da v Ljubljani na sedežu slovenske province misijonske družbe lazaristov podam svojo izjavo o zlorabi. Ker so me izkušnje ob spremljanju Damjanovega primera izučile, v izjavi nisem opisal same zlorabe, ampak sem predstojnika prosil za razjasnitev okoliščin in zagotovilo poštenega postopka. Odgovora nikdar nisem prejel. Od mnogih srečanj, sestankov, obljub in načrtovanj je ostalo dejstvo, da so se stvari skrile pod preprogo. Nastal je slovenski spotlight. Hvaležen sem domačim, prijateljem in strokovnjakom, ki me podpirajo na moji življenjski poti. Posebno hvaležnost izrekam članom iniciative Dovolj Pika. Rad bi tudi omenil, da sem se lani novembra udeležil duhovnih vaj za žrtve spolnih zlorab v organizaciji gibanja Grief to Grace, ki so potekale v Srednji Ameriki v državi San Salvador. Odlična izkušnja. Hvala, Janez. Besedo dajem Tomažu. Lepo pozdravljeni tudi z moje strani. Uvodoma bi vam rad predstavil definicijo spolne zlorabe, kot izhaja iz smernic za ravnanje v primeru spolnih zlorab mladoletnih oseb strani klerikov, ki jih je sprejela Slovenska škofovska konferenca v letu 2014. V tej definiciji se za spolno zlorabo šteje vsako neverbalno, verbalno ali fizično dejanje, s katerim se z namenom spolne potešitve krši dostojanstvo in prekorači meje druge osebe, katerekoli starosti ali spola. Takšna definicija se nam zdi ustrezna, saj izrecno govori o tem, da so lahko žrtve tudi polnoletne. Tudi pri našem delu v iniciativi smo se srečali s primeri, ko so bile žrtve v času zlorabe sicer že polnoletne, vendar pa so bile kljub temu šibke oziroma ranljive. Storilec pa je do spolne zlorabe prišel v zlorabo svojega položaja moči, vpliva oziroma nadrejenosti. Glavno težavo smernic Slovenske škofovske konference vidimo v tem, da se v praksi ne izvajajo v celoti. Predvsem ne v delu, ki govori o tem, da je primarno treba zaščititi žrtve in jim nuditi potrebno pomoč. V praksi se nam žal dogaja, da se bolj ščiti storilca in institucijo cerkve, žrtev pa je pogosto prepuščena sama sebi. Sam sem se s spolnimi zlorabami srečal kot pravni zastopnik žrtev, ki sem jih zastopal v okviru cerkvenih postopkov. Tudi cerkev ima namreč predpisane posebne postopke ravnanja v primeru spolnih zlorab. Žrtve so se iz različnih razlogov raje odločale zgolj za cerkveni postopek, ne pa tudi za postopek pred civilnimi oziroma državnimi sodišči. Prvi razlog za takšno odločitev je v tem, da so se bale medijske izpostavljenosti, ki jo prinesejo postopki pred državnimi sodišči. Drugi razlog je bil v tem, da so bili pogosto primeri po civilnih zakonih že zastarani, saj se žrtve o zlorabi dolga leta niso upale spregovoriti zaradi občutkov strahu, sramu in krivde. Tretji razlog je bil v tem, da so kljub doživeti zlorabi verjele, da cerkev kaže pravo smer v življenju in v času, ko ima že tako nizek pogled v javnosti, niso želele še dodatno škodovati. Končno pa so žrtve glede na besede njenih predstavnikov in sprejete cerkvene dokumente verjele, da bodo tudi znotraj cerkvenega postopka prišle do pravične rešitve.
Vsem žrtvam je bil primarni cilj ta, da se storilcu prepreči ponovna zloraba, šele zatem pa, da se doseže pravična odškodnina in opravičilo. Tega opravičila praktično v nobenem primeru ni prišlo. Tudi iz literature o spolnih zlorabah izhaja, da storilci zlorab svoje dejanja zelo redko priznajo, kaj šele obžalujejo. Tudi duhovniki pri tem žal niso izjema. Predstavniki cerkve so sprva seveda odobravali odločitev žrtev, da se celotna zadeva reši zgolj v okviru cerkve, brez civilnih sodišč in medijev. Vendar pa so bile žrtve na to pogosto razočarane, ko so spoznale, da cerkev njihovih prijav ne jemlje dovolj resno, da v postopkih žrtve nimajo praktično nobenih pravic, da postopki potekajo nerazumno dolgo, tudi več kot 10 let, ter da storilcem pogosto ni bilo na učinkovit način preprečeno, da bi prihajali v stik s novimi potencialnimi žrtvami. Kot rečeno, so včasih žrtve dobile celo občutek, da je predstavnikom cerkve pomembneje zaščititi storilca kot pa žrtev. To velja tudi za ekspertno skupino za pomoč žrtvam spolnih zlorab, ki deluje v okviru Slovenske škofovske konference, katere primarni namen naj bi bil ravno v pomoči žrtvam. Z nekaterimi primeri zlorab sem se srečal kot zastopnik žrtev, z drugimi pa sem se seznanil v okviru naše civilne iniciative Dovolj.je. Iz strokovne literature s področja spolnih zlorab jasno izhaja, da ima povprečen storilec več žrtev, tudi do 8. Glede na to in glede na primere, ki jih sam poznam, menim, da je žrtev zlorab strani klerikov v Sloveniji bistveno več, kot jih beležijo uradne statistike cerkve. Tudi sam sem videl, da žrtve še po dolgih letih ne morejo spregovoriti o zlorabi. Še po 20 ali 30 letih od zlorabe je zaradi občutkov strahu, sramu in krivde to zanje preveč boleča tema. Tudi takšne žrtve bi radi opogumili, da na naši spletni strani Dovolj.je našim strokovnjakom zaupajo svojo izkušnjo. S tem se bodo razbremenile bremena krivde, ki jim ga je naložil storilec, hkrati pa bodo pomembno prispevali k temu, da storilec svojih dejanj več ne bo mogel ponavljati, saj bomo budno spremljali, kam se storilce premešča in ali se jih vključuje v terapevtske procese. Posebej poudarjam, da k prijavi spodbujamo prav vse žrtve zlorab strani klerikov, tudi če so od zlorabe minila že mnoga leta in če je storilec že pokojen. Želimo si namreč pridobiti in čez čas javnosti predstaviti tudi širšo sliko o tem področju. Takšna slika namreč za Slovenijo, za razliko od nekaterih drugih držav, naprimer Irske in ZDA, še ne obstaja. Najlepša hvala. Tomaž, hvala. Zdaj bo Janez na kratko predstavil našo spletno stran, pa kdo je naš zavetnik. Najprej bi vam rad povedal, da smo prejšnji teden s pobudo civilne iniciative Dovolj.je seznanili nadškofa Staneta Zoreta in da se že omenil tiskovno konferenco prirejamo le 2 dneva pred začetkom srečanja predsednikov škofovskih konferenc s papežem Frančiškom v Vatikanu na temo spolnih zlorab v katoliški cerkvi. Saj pričakujemo, da bo predsednik Slovenske škofovske konference to srečanje vzel zelo resno, ter po prihodu nazaj skupaj z ostalimi škofi in redovnimi predstojniki odločno ukrepal za zaščito žrtev in ne storilcev. Smo pripravili spletno stran Dovolj.je. Vidite na platnu. Kar je najbolj aktualno gotovo prijava spolne zlorabe z naslovom Vse se obravnava, vse je zaščiteno, potem tudi predstavitev, naši cilji, ki so bili danes že omenjeni, si lahko preberete, potem naše zahteve,
resno obravnavanje in predvsem ničelna toleranca, potem naš način dela, z možnostjo vedno, da se nam žrtve oglasijo, zavetnika bom predstavil malce kasneje, zakonodaja glede postopka v primeru spolnih zlorab, tako na civilnem kot tudi na cerkvenem področju, potem terapija, svetovanje in skupine za samopomoč, ki se bodo kmalu oblikovali, pa na koncu še naš kontakt, kjer se nam lahko zainteresirani oglasijo. Spletni strani toliko in hvala tudi vsem, ki so pomagali pri njenem nastanku. Iz spoštovanja do našega zavetnika bom ostal. Da vam zelo rad sem bil na njegovem grobu, lani med duhovnimi vajami. Oskarja Arnulfa Romera i Gardamerja, nadškofa v San Salvadorju, rojen pred malo več kot stoletji in ubit med svetomašo 24. marca 1980, smo izbrali za zavetnika zato, ker se je neustrašeno boril za resnico in za resnico tudi dal svoje življenje. Ko rečemo dovolj, je dovolj in za tem tudi stojimo. Veseli smo, da imamo za to nebeškega zavetnika. Veste, kaj je zanimivo pri logotipu? To, da ga je oblikovala, ko smo se pogovarjali, oseba, ki je življenjski sopotnik žrtve spolnih zlorab. Kot oseba, ki spremlja to žrtev zlorab v cerkvi, ta okvir prekinjen belo ponazarja duhovniško obleko, kolar. Ko se reši spon zlorabe, trešči v določene okvirje in tudi iz teh okvirov se mora rešiti, da se ponovno vključi v družbo. Zato ni samo dovolj rešiti se zlorab, potrebuje oporo, potrebuje svetovanje, sočutje in dobre ljudi okrog sebe, okolico, da se zopet vključi v normalno življenje. Tako. Hvala. Ob koncu želimo poudariti, da ni vse na naši civilni iniciativi dovolj.je, ampak tudi na vas, spoštovani novinarji in medijske hiše. Lahko uberete lažjo pot in to je senzacionalistično poročanje ali ignoriranje. A vsaj po našem mnenju to ne bo prineslo bistvenih rezultatov. Lahko izberete tudi težjo pot, pričnete z raziskovalnim novinarstvom. V mnogih državah so ravno novinarji opravili glavno vlogo pri razkrivanju in dokumentiranju spolnih zlorab. Bili so bistveni sprožilec kasnejšega očiščenja v cerkvi dotične države. Decembra 2018 se mi je papež takole zahvalil. Želim se zahvaliti tistim medijskim delavcem, ki so ostali pošteni in objektivni in ki so skušali razkrinkati te volkove ter dati glas žrtvam. Naša tiskovna konferenca se s tem zaključuje, na novinarske vprašanja tokrat ne bomo odgovarjali, ker se želimo v prvi fazi v celoti posvetiti našemu delu. Prisluhniti želimo čim več žrtvam spolnih zlorab v cerkvi na Slovenskem. Hkrati pa nas zanima, kaj konkretnega bo naredila Slovenska škofovska konferenca po povratku ljubljanskega nadškofa in metropolita Stanislava Zoreta iz Rima. Ostajamo z vami v kontaktu in nas bomo obveščali o nadaljnjih korakih oziroma delu naše civilne iniciative, za katero upamo, da se bo naše delo stopnjevalo. Hvala vam za vaše delo in vse korektno poročanje, ki bo temu sledilo. Hvala.